Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je v moji družbi trenerka ženskega nogometnega kluba Pomurje Telemach GMT Beltinci, Nuša Ladinek. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, kako potekajo priprave? Zaključili ste prva 2 tedna. Kako je pripravljenost igralk? Priprave potekajo po planu. Tako za ta del priprav, ko smo ga zdaj zaključili, praktično priprave zdaj potekajo 3 tedne, ker so že pred uradnim pričetkom igralke neke stvari oddelale doma same. Tako da zaenkrat je pripravljenost na nivoju, na katerem mora biti v tem momentu. V lanski sezoni vam je malce zmanjkalo za naslov državnih prvakinj. Osvojili ste lovoriko, pokalno lovoriko. Kaj je bilo tisto, kar je odločilo prvenstvo? Vemo, da je bilo kar nekaj pritožb tudi čez delo sodnikov, pa če damo to na stran, kaj je bilo morda tisto, kar je odločilo v prid vaših nasprotnic? V lanski sezoni smo nastopali z izjemno mlado ekipo, tako da ne vem, jaz še vedno ocenjujem prejšnjo sezono kot pozitivno. Vseeno nam je uspelo nekako ohraniti stik z vrhom lestvice do samega konca prvenstva, kaj je pa odločilo, pa vsekakor izkušnje. Mislim, ko bi se tudi naše igralke z nekaterimi situacijami na igrišču malo drugače spoprijemale, če bi imele nekaj izkušenj za sabo z takšnimi tekmami, in pa sreča, kot vedno v športu odloča tudi faktor sreče, tako da povejmo sreča in pa izkušnje. Če sva sedaj govorila tudi nekoliko o izkušnjah, pa povejva to, v Staro gnezdo se vrača Tjaša Tibovt, izjemno izkušena nogometašica. Kako pomembna ukrepitev je to za vašo ekipo? Tjaša, vsi, ki spremljajo ženski nogomet v Sloveniji, vedo, kaj Tjaša Tibovt pomeni za slovenski ženski nogomet. Je igralka, ki je zrasla, odrasla v Pomurju, v ženskem nogometnem klubu Pomurje, tako da njena vrnitev je vsekakor dobrodošla. Vseeno imamo mlado ekipo, ki bo mogoče, Tjaša jim bo z nasveti vsekakor znala pomagati, nekako se nositi glih s temi zadevami, ki sem jih omenila prej, se pravi mogoče njene izkušnje, ki jih ima vsekakor veliko, vseeno je prestopila tudi v drugi klub, bojo zelo dobrodošle igralkam. Kar se pa tiče prispevka njenega na igrišču, pa tako mislim, da ni potrebno omenjati, da igralka, ki ima toliko izkušenj, ki trenira s takšnim pristopom, kot trenira Tjaša, je samo velik plus za ekipo in za igro, ki jo bo ekipa prikazala na igrišču. Ni pa bil to edini prihod v dosedanjem prestopnem roku. Še ste se okrepili, so bili kakšni odhodi, se načrtujejo še kakšne okrepitve? Odhodov ni bilo, prišli sta pa poleg Tjaše Tibovt še Sara Agreš in pa Eva Potočnik. Obe sta mladi, izjemno talentirani igralki. Po zaključku lanske sezone smo se v klubu pogovarjali, na katerih mestih bi bilo treba mogoče okrepiti ekipo, in ciljano smo pripeljali ti 2 igralki. Sara je že tudi članska reprezentantka, in pa Eva, ki je zaenkrat še v U19 reprezentanci. Obe zapolnjujeta nekako tista mesta, na katerih smo lani mogoče bili malo šibkejši, in vsekakor smo sestavili za letošnjo sezono eno izjemno dobro talentirano mlado ekipo. No, prvi odraz te ekipe se je videl tudi že na 2 prijateljskih srečanjih, med drugim ste premagali tudi Ferencvaroš 4-3. Kako pomembna je recimo ta zmaga proti eni kvalitetni ekipi za nadaljevanje priprav, za samozavest igralk in tako naprej? Zdaj, z pristopom igralk na treningu nikoli nisem imela prevelikih problemov, je pa ena taka zmaga proti ekipi, ki recimo letos igra kvalifikacije za Champions League, vsekakor neka dodatna spodbuda. Vsi vemo, da so priprave še posebej zdaj v tem delu, ki prihaja,
izjemno naporne, dekleta trenirajo do 10-krat tedensko, tako da jim je motivacija, po drugi strani pa nekako želim, da do prvenstva zgradimo to neko samozavest, zdravo samozavest. Želim, da igralke se zavedajo tega, kako kvalitetna ekipa so, po drugi strani pa želim, da se zavedajo, da je treba v vsakem trenutku na igrišču, tako na treningu kot na igrišču, dati maksimum. In mislim, da je ta zmaga en dokaz, kakšen je domet te ekipe, in na tem je treba graditi naprej. Tako da, ne vem, jaz vidim v prihodnosti same pozitivne stvari za to ekipo. Kaj je torej tisto, kar bo ekipo krasilo konec avgusta oziroma v sredini avgusta, ko se začne prvenstvo? Moja želja je ravno to, se pravi ta neka samozavest. Še vedno zahtevam od njih, da spoštujejo vsakega nasprotnika, ampak če pride ekipa na igrišče, ekipa, ki se zaveda, česa je sposobna, kakšno igro zna graditi, ekipa, ki se ukvarja s tem, kaj bo prikazala ona na igrišču, ne pa s tem, kaj bo mogoče prikazal nasprotnik, je na dobri poti do dosege cilja. Tako da v prvi vrsti samozavest, v drugi vrsti pa še vedno stavimo na to mladostno zagnanost. Vseeno je ekipa, kljub temu, da se je pridružila Tjaša, mlada, pretežno sestavljena iz igralk mlajših od 20 let, in to je treba izkoristiti, to mladostno zagnanost, s tem, da jih je pa, kot pravim, vedno znova treba nekako brzdati in voditi v tem, da, ne vem, v določenih trenutkih ne izgubijo glave, ko je treba ohraniti mirnost. Kot je dejal, mislim, da Branko Gros, predsednik, gre za izjemno talentirano generacijo. Je morda to ena izmed tistih generacij, ki bi jih morda lahko s časom dali tudi ob bok tisti Mateje Zver in tako naprej? Potencial je definitivno takšen, da bi ta ekipa lahko dosegala v prihodnosti rezultate, kot jih je tista zlata generacija Pomurja. Je pa pred nami še ogromno dela in pa seveda marsikaj je odvisno od tega, ali bo v prihodnje prišlo in kdaj bo prišlo do odhodov teh kvalitetnih igralk, mogoče v tujino ali karkoli, ker zavedamo se, da so igralke mlade, so perspektivne in tudi v tujini spremljajo, predvsem preko reprezentančnih tekem spremljajo te igralke tudi tuji klubi, močnejši klubi, in pač temu se ne da uiti, tako da je odvisno tudi od tega. Bi lahko dejali, da je ženski nogomet tako v Pomurju kot v Sloveniji ta trenutek v vzponu ali v padcu? Ja, zdaj v Pomurju, kar se rezultatov tiče, vsi vemo, kakšni rezultati so se dosegali v prihodnosti. Nekako smo v fazi grajenja nove zgodbe, nove pozitivne zgodbe. Tako da rezultatsko mogoče ne, je pa definitivno se ženski nogomet razvija. Ogromno je še prostora za razvoj. Vprašanje je tudi, mogoče je marsikaj odvisno od tega, koliko bodo sponzorji in drugi, ki lahko vlagajo v ta šport, prepoznavali potenciale ženskega nogometa, tako v Sloveniji kot v Evropi. Jaz pa razmišljam tako, z relativno majhnim vložkom, če ga primerjamo z vložki v moški nogomet, se da zgraditi tudi v Sloveniji eno solidno ekipo, ki, ne vem, lahko vedno konkurira z malo sreče za recimo uvrstitev med 32 ekip v Evropi. In ti dosežki, te tekme recimo mednarodne v Ligi prvakinj in tako naprej, bi vsekakor še dvignile tako prepoznavnost kot tudi kvaliteto ženskega nogometa v Sloveniji na višji nivo. Torej, omenili ste prepoznavnost. Kaj bi bilo tu torej potrebno storiti? Bi bila potrebna morda še malo večja pozornost oziroma pripravljenost na prepoznavnost krovne organizacije? Ja, sicer pravim, zadnja leta se zadeve premikajo na bolje. Letos so bile te tekme odločilne, tekme, ki so odločale o tem, kdo bo prvak, in tudi pokalno tekmovanje, predvajanje v živo na televiziji. In
To sicer ne vem natančnega podatka o gledanosti, recimo tekme Pomurje, Radomlje, ampak številke niso bile tako majhne in te zadeve, vsi ti prenosi, vlaganje mogoče v to, da se tudi širši javnosti pokaže, da je tudi ženska liga zanimiva in da se odloča praktično v zadnjih minutah prvenstva. Vse to bi, ne vem, dvignilo prepoznavnost. Prepoznavnost je pa prvi pogoj za to, da sploh lahko razmišljamo o tem, da bi nekdo prepoznal kot neko poslovno priložnost recimo ženski nogomet. V lanski sezoni, torej pokalna lovorika, je čas, da se dvojna krona vrne v Prekmurje? Je. To je, pred začetkom priprav smo si zastavili cilj. Če cilja nimaš, se je težko motivirati in trenirati toliko in na tem nivoju, kot mi treniramo, in definitivno je cilj enak, kot je bil tudi lansko sezono, osvojitev tako naslova državnih prvakinj kot tudi pokalnih prvakinj. Verjetno pa je tudi nekoliko dolgoročni cilj tudi Evropa. Ja, vsekakor prvi korak je osvojitev naslova državnih prvakinj, ne skrivamo pa niti ambicij, da bi s to perspektivno ekipo v kratkem času zaigrali v Ligi prvakinj. Nuša Nadinek, hvala za obisk v našem studiu in vsa ta pojasnila. Hvala za povabilo. Drage gledalke, dragi gledalci, vam pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.